Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Maribor. Na božični dan bomo prenašali slovesno evangeličansko bogoslužje v Bodoncih. Vodil ga bo evangeličanski duhovnik Simon Sever. Uvodni nagovor bo imela inšpektorica cerkvene občine Zdenka Jelenovec. Pri bogoslužju bo sodeloval otroški pevski zbor evangeličanske občine Bodonci, solistko Moniko Novak in instrumentalisti. Zbor bo vodil Miran Čarni, na orgle bo igral Niko Prelc. Spoštovani zbrani, spoštovane gledalke in gledalci. Pri današnjem prazničnem srečanju na božični dan v Evangeličanski cerkvi v Bodoncih vas vse lepo in prisrčno pozdravljam. Prav gotovo drži, da so božični prazniki najlepši prazniki. So praznik družine, pa tudi miru in prijateljstva. William Fetter je zapisal: ljudje velikokrat pogrešajo svoj košček sreče, pa ne zato, ker je nikoli ne bi našli, ampak zato, ker se niso ustavili, da bi jo užili. Prepričana sem, da božični prazniki sleherno med nami sežejo v srce. Saj v prazničnem času prav gotovo vsi poskušamo pozabiti na vse neprijetnosti življenja in poiščemo priložnosti za druženje, kar pa je nenadomestljivo darilo, predvsem v današnjem času, ko ljudje čedalje bolj nekam hitimo. Čeprav taka darila ne stojijo pod jelko in niso zavita v pakete, so vendarle nadvse dragocena. Zato si vsi skupaj zaželimo, naj nam božični čas prinese veliko sreče, čim več dragocenih daril, kot so prijazen nasmeh, mir, veselje, pomoč ljudem, ki nas potrebujejo, predvsem pa čim več priložnosti, ki jih bomo preživeli skupaj z družino in prijatelji. Pravijo, da je bogat tisti, ki je v srcu zadovoljen. Zato naj nas takšno bogastvo spremlja tudi v prihodnje. Vsem želimo prijetno praznovanje z željo, naj nam božični prazniki prinesejo spoznanje,
da je sreča v majhnih stvareh, toplih dlaneh in iskrenih očeh. Zbrani, da skupaj posvetimo dan Jezusovega rojstva, kličemo skupaj z besedami svetopisemskega človeka, ki je povedal: hvaljen bodi Gospod, ki edini dela čudeže, hvaljeno bodi njegovo veličastno ime. Pridružimo se pozivu vernega človeka k hvalnici. Vzklikajte Gospodu vsa zemlja. Služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem. Spoznajte, da nas je Gospod Bog naredil in mi smo njegovi. Mi smo njegovo ljudstvo, mi smo čreda njegove paše. Pridite k njegovim vratom za hvalo, v njegove dvore s hvalnico. Zahvaljujte se mu in slavite njegovo ime. Pa se skupaj pridružimo v nadaljevanju še meditaciji, ki nam govori o Božiču in o našem življenju. Vedno, ko dva človeka drug drugemu odpustita, je Božič. Vedno, ko se nekdo odloči za pošteno življenje,
je Božič. Vedno, ko poskušamo svojemu življenju dati novo, še lepšo vsebino, je Božič. Vedno, ko drug na drugega gledamo z očmi srca, je Božič. Dobri Bog, včasih je težko odpustiti in se odločiti za mirno življenje. Premalokrat je namreč moči za novo vsebino, pa tudi oči srca so nemalokrat zaprte. A Božja obljuba nam pravi, kateri zaupajo v Gospoda, ti dobivajo novo moč. Dobivajo peruti kakor orli, tečejo in ne opešajo, hodijo in se ne utrudijo. Slava Bogu na višavah. In na zemlji mir ljudem, kateri so njemu povoljni. Glej, zvezdice Božje mijajo levo, odprto široko je svito nebo. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Obljuba predavna postala je res, zveličanje rojem ljudem iz nebes. Pri ubogih pastirci na slavi leži, si revščino zvoli ponižno uči. Pri ubogih pastirci na slavi leži, si revščino zvoli ponižno uči. Obljubčne dušice od njega dove, z nebeško tolažbo jih polni srce. Le k njemu hitimo, saj rada svima, zaupno odkrimo urane srca. Le k njemu hitimo, saj rada svima, zaupno odkrimo urane srca. Molimo. Dobri Bog, danes se zbrani v naši Bodonski cerkvi pridružujemo milijonom vernih, ki prinašajo tudi v letošnjih božičnih praznikih pred Tebe svojo veliko zahvalo. To je najprej zahvala za mir, ki prihaja med nas. Prosimo pa, pomagaj nam, da bomo s tem mirom tudi živeli. To je zahvala za veselje, ki se nam oznanja. Prosimo pa, pomagaj, naj bridkosti življenja tega veselja med nami
nikoli ne zakrijejo. To je zahvala, naš Bog, za tvojo ljubezen, ki prihaja vedno znova k nam ljudem. Prosimo pa, pomagaj, naj se ta ljubezen uresničuje tudi v naših medčloveških odnosih. To je zahvala, dobri Bog, za ta tebi posvečen božični dan. Prosimo pa, pomagaj in stori, da bo ta dan, dan tvojega blagoslova pri nas in vse povsod, kjer ljudje danes praznujejo Božič. Hvala ti, naš Bog, da si nas, mlajše in starejše, zbral pri hvaljenju tvojega imena in hvala, da smemo z mnogimi ljudmi širom po svetu deliti božično radost tudi pri bogoslužju. Hvala, da je naše praznovanje mirno, da smo tudi letošnje božične praznike dočakali mi in mnogi naši dragi zdravi, veseli in zadovoljni. Dobri Bog, v naših srcih pa leži tudi prošnja. Pomagaj, da bomo lepo praznično skupnost, ki jo doživljamo v teh praznikih, pri bogoslužjih in tudi v naših družinah, znali in zmogli prenesti v našo vsakdanjost. Mi, naš Bog, prosimo, tvoja volja naj se zgodi. Amen. Sredi hladne zime, veter bridek je. Zemlja vsa
Prisluhnimo božičnemu evangeliju. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. Vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali v besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. Vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Blagoslovljeni so, kateri Božjo besedo poslušajo in po njej živijo. Amen.
Sestre in bratje v Jezusu Kristusu, prijateljice, prijatelji, zbrani tukaj v cerkvi, drage gledalke, dragi gledalci. Med nami in med ljudmi širom po svetu je danes Božič. Med nami je torej praznični čas. Praznični čas, ko se vsaj za dan, dva ali tri življenje oziroma ljudje ustavimo. Ne ustavimo pa se samo zaradi tradicije oziroma zaradi navade, ker to pač moramo, ker se tako spodobi, ampak se ustavimo predvsem zato, ker nekako pri sebi tiho čutimo, da življenje še kako potrebuje tudi trenutke praznovanja, tudi trenutke oddiha, tišine, refleksije in na vse zadnje tudi trenutke ene tesnejše bližine. Ravno zato je še kako dobro in še kako prav, tako za dušo, kakor tudi za telo, da smo se tudi v teh letošnjih božičnih praznikih ustavili. Ustavili tudi tukaj v cerkvi in dobro ter prav je, da bomo za nekaj časa pozabili na vsakdanji dan ter seveda prisluhnili božičnemu sporočilu, ki nas ponovno tudi letos izredno močno nagovarja. Pred dnevi je deklica pri verouku vprašala, kje ji bo pomagala obravnavana božična snov. Čemu se mora vsega tega učiti? Kje ji bo v življenju prišlo prav vse, kar je povezano z Božičem? Podobno se morda danes vprašajmo tudi mi, sestre, bratje, prijateljice, prijatelji, gledalke, gledalci, danes, ko praznujemo Božič. Kaj torej sporoča praznovanje Božiča nam, modernim ljudem? Prvi odgovor je mir. Božič nas spodbuja k širjenju miru. Slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji. Tako nam pravi beseda božičnega evangelija. In beseda mir je verjetno ena izmed najlepših in tudi ena izmed najpomembnejših krščanskih vrednot. To vrednoto razumemo zelo dobro prav vsi, kajti v tej vrednoti ni velike filozofije. Če smo konkretni, mir najintenzivneje širimo takrat, ko ga najprej seveda živimo sami. Potrudimo in zavzemajmo se za to še naprej, da bo mir prisoten v naših srcih in potrudimo se, da bomo ta mir potem zavzeto in veselo širili naprej v svojih družinah, na delovnih mestih, kakor seveda v vseh ostalih krogih, kjer potekajo naše tako različne življenjske poti. Mir, v tem je Božič. In če se ponovno ozremo nazaj k prvemu Božiču v Betlehemu, se tam srečamo z zaprtimi vrati, oziroma povedano lepše, v Betlehemu naletimo na zaprta srca. Jezusova družina je naletela na besede: tukaj nimamo prostora za vas, poiščite si ga nekje drugje. Mi, sestre, bratje, prijateljice, prijatelji, gledalke, gledalci, smo povabljeni
k drugačni življenjski drži. Mi smo povabljeni, da odpiramo svoja srca, da odpiramo svoje domove, in to ne le za tiste, ki so nam najbližji, temveč tudi za tiste, ki so osamljeni, tudi za tiste, ki trpijo, tudi za tiste, ki so na robu družbe. Božič je torej lepa priložnost, da se še intenzivneje spomnimo, da moramo brez razlik ljubiti bližnjega, kakor samega sebe. Tako nam to pravi Božja beseda. Ter da v vsakem človeku, v prav vsakem obrazu vidimo sestro oziroma vidimo brata. Odprto srce, v tem je Božič. Novozavezni človek pa je še zapisal, da je na prvi Božič zasvetila luč. Jezusovo rojstvo, Božjo bližino je torej svetopisemski človek razumel kot Božjo luč. Božič nas v tem kontekstu tako spominja in opominja, da smo tudi mi sami poklicani biti luč. Poklicani smo, da torej tudi sami prinašamo svetlobo. Poklicani smo, da postanemo majhne svetilke v svetu, kjer svetlobe, oziroma povedano drugače, kjer človečnost žal večkrat primanjkuje. Biti luč, biti svetloba pa ni vedno lahka naloga, a je zato še toliko bolj dragocena. Če smo tudi tukaj ponovno zelo konkretni, ko naletimo na obup, na krivico, pa tudi na brezbrižnost ali celo brezciljnost, nikoli ne obrnimo hrbta, temveč pokažimo in opozorimo na luč. Pokažimo na luč, ki je zasvetila nekoč v Betlehemu, predvsem pa svetimo in zasvetimo ter odgovorimo vedno znova z dejanji ljubezni, z dejanji dobrote in z dejanji sočutja. Biti luč, biti svetloba, v tem je Božič. Sestre, bratje, prijateljice, prijatelji, gledalke, gledalci, Božič torej ni pravljica, niti filozofija. Božič je zelo konkreten praznik. Kajti po Jezusu tako verujemo, tako zaupamo, tako živimo, se je Božja moč pokazala v njegovi odrasli dobi v eni zelo konkretni obliki. Bodimo mi, ki praznujemo Božič, zato še naprej ravno tako konkretni, verni ljudje. Bodimo ne samo ljudje velikih besed, temveč bodimo ljudje dejanj. Bodimo ljudje, ki bomo spodbujeni s praznovanjem Božiča in z Jezusovim rojstvom k sodelovanju dnevnih majhnih, dobrih dejanj in da bomo kot taki tako ustvarjali prijetnejši in bolj človeški jutrišnji dan za vsakogar. Da bomo torej ustvarjali lepši jutrišnji dan, ki naj je ravno tako še naprej med nami Božič. Torej dan miru, dan odprtih src in dan svetlobe.
V duhu povedanega vam tako želim še naprej prav vsem lep, miren, svetel Božič, Božič odprtih src. Amen. Prelepo je to, božično drevo, ki ga je zima oddelal srebro, najlepši okras za mesto in vas, ko polno zvonovi pojo. ljubezen živi, Živi, v jaslicah spi, čisto preprosta, za vse ljudi, darilo za nas, saj to je čas, ko svetu veri, bedi. Angeli so prišli, v srcih prižigajo drobne luči. prelepo je to, božično drevo, Ki ga je zima oddelal srebro, najlepši okras za mesto in vas, ko polno zvonovi pojo. Angeli so prišli, v srcih prižigajo drobne luči. prelepo je to, božično drevo, Ki ga je zima oddelal srebro, najlepši okras za mesto in vas, ko polno zvonovi pojo. Moj Bog, praznovala bom Božič. Pomagaj mi, da ga bom s svojim sočlovekom praznovala v miru. Moj Bog, praznovala bom Božič. Pomagaj mi, da bom božično veselje pokazala do bližnjega. Moj Bog, praznovala bom Božič. Pomagaj mi, da božična ljubezen spremeni življenje razočaranega. Moj Bog, praznovala bom Božič. Pomagaj mi, da ga ne bom praznovala brez misli na njega, ki si ga na prvi Božič poslal v svet. Amen.
Skupaj bomo zmolili še Gospodovo molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Sestre in bratje, prijateljice, prijatelji, gledalke, gledalci, naj božični mir vstopi v naša življenja, naj vstopi v naše družine in v naše domove. Naj nas spremljata pogum in zaupanje, da dobrota prav vedno najde svojo pot. In naj nas naš skupni stvarnik prav vse blagoslovi in tudi varuje. Danes, jutri in vse dni, ki so pred nami. Amen.
Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Maribor. Na božični dan smo prenašali slovesno evangeličansko bogoslužje v Bodoncih. Vodil ga je evangeličanski duhovnik Simon Sever. Uvodni nagovor je imela inšpektorica cerkvene občine Zdenka Jelenovec. Pri bogoslužju je sodeloval otroški pevski zbor evangeličanske občine Bodonci, solistko Moniko Novak in instrumentalisti. Zbor je vodil Miran Čarni, na orgle je igral Niko Prelc. Prenos je omogočila tehnična ekipa TV Slovenija.